Z mano sta dva diplomanta pravne fakultete in en študent pravne fakultete Univerze v Mariboru, ki imajo zelo pestro obštudentsko dogajanje. Torej, najprej nam poveste, kdo ste, koga predstavljate. Lep pozdrav, moje ime je Miha Senica in v bistvu sodelujem v projektu skupine absolventov oziroma diplomantov pravne fakultete Univerze v Mariboru. In sicer smo maja leta 2012 ustanovili spletni portal Pravo za vse. In sicer z željo, da bi svojim znanjem, ki smo ga pridobili tekom študija, pomagali čim večjim ljudem. V bistvu zaradi same medijske izpostavljenosti in tudi v bistvu se je sama izpostavljenost portala začela na družbenih omrežjih, predvsem na Facebooku, ker se je v bistvu spletna stran relativno hitro delila med prijatelji, ne. In tako so nas čedalje več novinarjev nas je potem v tej zvezi kontaktiralo in tako smo upravljali intervjuje in za vsakim intervjujem je sledil večji obseg vprašanj, ne, in s tem se je tudi večala ekipa in tako smo sedaj tukaj, kjer smo. Malo kasneje, Matic, si se tudi ti pridružil skupini. Kakšni so bili v bistvu tvoji motivi? Kaj ti je pritegnilo k portalu Pravo za vse? Najbolj me je v prvi vrsti pritegnila ta ideja, da lahko z nekim znanjem, ki ga pridobim na pravni fakulteti, to tudi delim ljudem, ki tega znanja nimajo in si ga pač želijo oziroma potrebujejo neka navodila, ki se znajdejo v nekem sodnem postopku ali pa ko pridejo v stik z nekim pravnim vprašanjem. Po drugi strani pa sem hotel tudi oplemenititi svoje znanje, ki sem ga pridobil na pravni fakulteti, ki je sicer na kvalitetni ravni, ampak vseeno je znanje, ki ga pridobiš na fakulteti, je to neko sterilno okolje, ne? In te fakulteta, čeprav se trudi, da te pripravi na neka taka realna vprašanja, ki se pojavljajo v praksi, je to vseeno nekaj čisto drugačnega, ne? Ko te kontaktira neka oseba, ki se znajde v neki resnični situaciji, v neki pravni zagati in skušaš svetovati. Torej, bi rekel, da je razkorak med teorijo in prakso velik, prevelik, se da še to kako izboljšati ali samo z obštudijskimi dejavnostmi? Jaz mislim, da je prostor za izboljšave tudi na fakulteti. Mogoče bi bilo koristno, da bi se na fakulteto v okviru kurikuluma uvrstili kakšni predmeti, ki bi bolj poudarjali na neke praktične primere, ker vseeno vedno je razkorak med teorijo pa prakso, ne, in to skušamo mi nekako povezati, ne. Torej, ko se v okviru portala nekdo znajde, ko ima določeno pravno zagato, če temu tako rečem, pride vprašanje v bazo, kjer ga potem eden izmed naših članov označi, na to ga reši, vkolikor potrebuje pomoč ostalih članov, imamo na Facebooku ustanovljeno skupino, kjer se v bistvu posvetujemo o različnih pravnih vidikih problema. Ko je vprašanje rešeno, ga potrdita minimalno 2 člana, da se torej vidi, da imamo v bistvu vsi isto pravno mnenje in na to ga pošljemo osebi, ki je vprašanje zastavila. V zadnjem času smo imeli kar nekaj vprašanj z področja študentske problematike, predvsem pri dodeljevanju štipendij, Zoisovih in državnih, in kako je recimo z mirovanjem štipendijskega razmerja, takšna vprašanja smo dobivali. Jaz mislim, da so predvsem ti ukrepi, ki jih država na takšen ali drugačen način skuša doseči preko nekih varčevanj in podobno, ne. To me predvsem najbolj prizadene, ko vidim, da upravni organi že na prvi stopnji izdajajo neke odločbe, ki so zavrnilne in se obešajo na neke take birokratske cake, ali kako bi rekel, ne, ko izdajajo zavrnilne odločbe, ki že vnaprej vejo, da bojo kasneje razveljavljene, ampak kaj to študentu pomaga, če more se pritožiti najprej na ministrstvo, potem in to traja, ne, in še potem kome mogoče na sodišču doseže, ne, svoj prav, ampak kaj to študentu pomaga, ne, ko on rabi denar ta trenutek, ne, tekom študija, njemu ne pomaga potem za 2 leti kasneje, ne. Definitivno pričakujemo širitev portala še naprej in sicer tako, kar se tiče obsega vprašanj, kot tudi povečanja števila ekipe.
Sicer pa nameravamo določene aktivnosti v tej zvezi izvajati tudi preko humanitarnega društva Pravo za vse, ki smo ga ustanovili decembra 2013. Ampak zaenkrat še delamo na določenih programih, katere še mogoče ni smiselno zdaj podrobneje predstavljati, ker še sami nimamo popolnoma zarisane poti. Pa je zanimanje za pridružitev k ekipi, torej, da bi tudi sami postali svetovalci, je med študenti veliko takih in koga vse sprejmete v bistvu med svoje vrste? Ja, lahko rečem, da je kar veliko zanimanja za pridružitev portalu. Tako je, preden v bistvu člana sprejmemo, mu pošljemo par testnih vprašanj, ki jih reši in na podlagi tega vidimo, kakšen je sistem odgovarjanja na vprašanja in se v bistvu potem odločimo. Dejansko je pa tako, da dokler nisi pridružen portalu, ne spoznaš obsega vprašanj, ne spoznaš tega, kaj dejansko to pomeni, koliko časa to vzame. Velikokrat dobivamo pozitivne odzive, kar je seveda, s tem smo seveda zelo zadovoljni, ker resnično vidimo, da smo dali dober pravni nasvet, da smo nekomu pomagali in da se je potem ta problem tudi uspešno rešil. Ja, da svetujem vsem študentom, da se pridružijo k ekipi Pravo za vse in na ta način prispevajo tudi k širitvi nekega svojega pravnega znanja in ki jim bo morebiti nekoč pomagalo do kakšne zaposlitve, glede na to, da niso glih najbolj rožnati časi, sploh za pravnike z zaposlitvijo.